Pozdravljen. Ste direktor solastnik podjetja, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo letalskih inštrumentov. Kaj vas je pripeljalo na takšno poklicno pot? Dober dan tudi vam. V bistvu me je na to poklicno pot pripeljal en velik splet naključij. Zagotovo je pa temu pripomoralo to, da si že od otroških, od najbolj zgodnjih otroških let želim biti pilot, oziroma sem si želel postati pilot. In tako me je po končani srednji šoli pot vodila na fakulteto za strojništvo v Ljubljano, kar je bila takrat edina možnost, da bi postal pilot. Nažalost sem začel študirati strojništvo ravno v času osamosvojitve in ko sem naredil prvi letnik fakultete za strojništvo, smo dobili obvestilo, da Adria naslednjih par let ne bo potrebovala novih pilotov, ker pač bil sem že v drugem letniku fakultete, sem se nekako odločil, sprijaznil s tem, ampak želel sem si delati vseeno v letalstvu in sem rekel, nič bom pa potem letalski inženir, pa se bom ukvarjal z načrtovanjem letal in sem se zato pridružil na fakulteti laboratorijev za termodinamiko in dinamiko fluidov, kjer sem mislil, da se bom lahko s tem ukvarjal. Potem pa me tukaj klubski kolega, gospod Rojnik Črtomir, ki je v bistvu oče, rečemo, celotne letalske industrije, inštrumentov tu iz Celjske kotline, povabil k sodelovanju in tako sem počasi začel, kljub temu, da sem po osnovni izobrazbi strojni inženir, se začel ukvarjati z programiranjem in sem tako izdelal prve inštrumente in potem se je to kar zgodilo in tako pač rastemo in tako je nastalo podjetje in zdaj se ukvarjam s proizvodnjih letalskih inštrumentov. Me pa vseeno vsakih 5 let, zdaj ko sem že malo starejši, ne več, zagrabi, da bi pa to zamenjal, pa bi bil še vseeno poklicni pilot. Da se še vrnemo malo k vašemu podjetju. Danes niso najbolj prijazni časi za poklicne pilote, lahko pa piloti uporabljajo svoje znanje zelo dobro tudi na drugačen način. Vaše uspešno podjetje je dokaz tega, saj imate zaposlenih kar nekaj pilotov. Pa če nam poveste malo več o tem, s čim se ukvarjate v vašem podjetju. Kot ste že sami na začetku omenili, se pravi v našem podjetju, mi smo specializirani za izdelavo inštrumentov za jadralna letala in res je tudi v našem podjetju kar nekaj jadralnih pilotov. Je pa zagotovo, bi rekel, da je cilj vsakega človeka bi moral biti, da združi svoj hobi in pa poklic. In če si jadralni pilot po duši, letiš in če še delaš potem v takem podjetju, mislim, da je že to kar velika osebna zmaga. Zdaj pa mogoče lahko še poveste kak nasvet za koga, ki bi si želel postati pilot, kako... Se pravi, tako, ko sva se že prej pogovarjala, ena pot je pač, da plača šolanje od nič do prometnega pilota, ampak zagotovo taka najbolj prava pot, tista, kjer postaneš res prav pilot z dušo, je pa, da se včlaniš v en aeroklub, postaneš najprej pilot jadralnega letala. Piloti jadralnega letala, to so tisti najboljši piloti, namreč obvladati morajo letenje tudi brez motorja, in so kot taki tudi potem cenjeni na svoji poklicni poti. Potem pa, ko pa enkrat postaneš član, rečemo, našega aerokluba, pol te pa kar sam aeroklub vodi naprej, se pravi, najprej si pilot jadralnega letala, potem postaneš pilot motornega letala, potem narediš licenco profesionalnega pilota, potem opraviš izpite, te sicer več v našem aeroklubu ne moreš upravljati, ampak je poln šol tu okrog in potem postaneš pilot, poklicni pilot, zagotovo se pa
vsak vikend ali pa v vsakem prostem času rad vračaš pol spet na travnik, kjer si vse skupaj začel. Super, hvala vam. Ja, hvala vam tudi.